Vabili v našo sredo dva nova urednika Tednika družine, gospoda Boštjana Debelca in gospoda Jožeta Pluta. Pa lepo pozdravljeni in dobrodošli v Gorico. Hvala lepa. Takoj besedo mikrofon predamo Evi, ki bo nas še reči rodila. Ja, dobro večer tudi v mojem imenu. Mi se nismo zmenili, kako se bomo tikali, vikali, kako smo... Bili smo se pred 20 minutami. Lepo se tika, da bo trebalo. Ok, lepo pozdravljena v Gorici, to je naš vajno. V okviru katoliškega tiska januarja mi imamo vsako leto srečanje na tematiko katoliškega tiska pri nas in pa v matični domovini. Letos smo zato želeli v nas v sredo povabiti vas, ker pri Tedniku družina je prišlo v zadnjih mesecih do pomembnih novosti. Po 25 letih ima Tednik novega urednika. Ta urednik ni več duhovnik, je laik. In ustanovljen je bil tudi programski svet, ki ga prej ni bilo. Boštjan Debelec je bil prej radijski urednik, sicer je po formaciji teolog in je odgovorni urednik pri Tedniku družina. Medtem ko Jože Plut, ki ga verjetno poznate še odprej, je bil vikar pri Slovenski vojski, sicer pa tudi zelo dejaven in priljubljen stolni župnik v Ljubljani, pa je predsednik tega programskega sveta. Najprej Boštjan, ti si bil na Radio Slovenija, na 3. programu, če se ne motim, ta program za religije in verstva. Zakaj si sprejel ta izziv? Kako so te prepričali? Najprej lep dober večer, sem tukaj v dvorani. Jaz sem bil 2001, sem prišel na televizijo, čist slučajno me je povabil tam urednik v uredništvo verskih oddaj in sem bil 7 let na televiziji. Potem 2008 spomladi sem se pa zaposlil na radiju, ker je pa programski svet iskal človeka, ki bi nekako mal imel v rokah verske vsebine nasploh. Se pravi, ne samo katoliško cerkev, ampak vse velike religije in tako naprej, tako kot imajo nacionalni radiji drugod po Evropi. In potem sem bil tam 10 let praktično. Potem me pa direktor družine Ponarodeja začel nekako snubati za to mesto, za katerega sem rekel, no takole, jaz se ne čutim primernega ali kakorkoli, ker vem, kakšne osebe so bile v zgodovini na tem mestu, tudi to, da so bili duhovniki, tudi to bi rekel neko zavest cerkvenosti in pravovernosti, tudi to težo nekako človek dobi na rame. In tako potem sem pustil čas v čas in nekako tudi, ne vem, tudi bi rekel, pred Bogom sem se spraševal, a je to res Božja volja in na koncu je bilo par stvari, neki dejavnikov, ki mi je tudi tako konkretno pokazali, prej, čeprav vstopaš mi na znamo. Jože Plut, se tikamo torej? Seveda. Danes ti si župnik na Polici. Kako pa so tebe prepričali? Tednik družina, čeprav se to manj poudarja, je najbolj razširjen tednik v Sloveniji. Mi sicer ogromno slišimo mladini na teh koncih, ampak družina ima največ naročnikov in naklade med tedniki v Sloveniji. Sedaj po novem ima tudi programski svet. Kaj je programski svet in kako interagira z uredništvom časopisa in kdo ga sestavlja? Dober večer tudi v mojem imenu, v mojem skromnem imenu. Vprašanje seveda zelo na mestu, kako sem jaz prišel, kar res nisem bil nikoli v novinarskih vodah. Morda je bila krivda tem, da sem na teh socialnih omrežjih malo bolj aktivan, mislim, da to ne.
Predvsem se je pa pri škofih, tako sem razbral, ob tem, da se je po več kot 25 letih, da je dozorelo, da pride do novega urednika na družini, da bi bil to laik, postavilo vprašanje, kako bodo zdaj škofje, kakšno relacijo bodo imeli do družine, do urednika, ki je prej bil po eni strani duhovnik, je bila ta komunikacija lažja, sploh, ker je bil toliko leta. Ne? Po drugi strani pa kako bi naredili eno tako skromni inštitut, ki bi odgovornemu uredniku in tudi direktorju po vsem ostalim revijam na družini bil v pomoč pri programu, pri eni taki viziji. Skratka smo po eni strani na en način en glas škofov na družini, po drugi strani pa močna opora in pomoč pri odgovornem uredniku, da morda lažje določene stvari bo tudi začel, ker vemo, da so navkljub samo neke spremembe potrebne. Vsak čas ima svoje zakonitosti, eno uredniško delo po 25 letih, ki je bilo nedvomno vrhunsko, zahtevno, lepo, plemenito, pa zahteva rahlo spremembo. In o tem seveda ima novi urednik Boštjan kar precejšno zgodbo še pred seboj. Po drugi strani pa nismo hoteli ostati, in to tudi direktor zelo in zagovarja in škofe tudi razumejo, pa je, da je tudi vsi, ki delajo na družini, imajo duhovno oskrbo. Tega do sedaj ni bilo, čeprav je bil zagotovo urednik, ki je bil duhovnik na en način že, ampak tam si v službenih razmerih je malo drugače. In sem sam, kot tisti, ki sem vsaj dan ali dva v tednu navzoč na družini, stalno na razpolago vsem, ki so zaposleni, bodi si pri časopisu, bodi si pri celotni založbi. Hkrati pa na voljo tudi za nasvet z področja teologije, cerkvenosti ali pa še česa drugega. Skratka, ena taka nova oblika, ki se je vzpostavila v edinem katoliškem tedniku na Slovenskem, da se razume, ker vemo, da je še eden, vsaj dva slovenska katoliška tednika. In se mi zdi, da se začenja odvijati ena taka dobra zgodba. Seveda, zgodba družine pa ni samo tiskani medij, je tudi spletna stran družina.si in še ostale stvari, ki so pri družini. Kdo so člani tega programskega sveta, oziroma kdo zastopa naš konec ali koprsko škofijo? Koprsko škofijo zastopa in je tudi ga imenovala škofovska konferenca gospod Bogdan Vidmar. Sam zastopam ta osrednji kranjski del, recimo starih tipičnih ožji kranjski del, medtem ko vzhodni del Slovenije, se pravi Celjsko, Mariborsko in Murskosoboško škofijo, pa zastopa dr. David Kraner, ki je trenutno še v Rimu, ampak prihaja. Morda še povem, da se kot programski svet, kot ustanova se praviloma srečujemo vsak kvartal, se pravi 3-krat na leto, drugače pa redno sodelujemo in sami kot programski svet in potem seveda z direktorjem in v glavnem pa z odgovornim urednikom. Še eno vprašanje, nisi odgovoril, kako so te prepričali? Tudi jaz ne vem. Do zdaj je bilo tako v mojem življenju, da sem vedno šel tega, kam so škofe rekli. Edino, ko smo ugotovili, da bo na družini seveda to zahtevalo, tako bi rekel, slaba 2 dneva v tednu moje prisotnosti, ni šlo več skupaj z delom župnika v Ljubljanski stolnici, ker Ljubljanska stolnica pa je ena specifika v cerkvi na Slovenskem in zahteva celodnevno prisotnost duhovnika, tam fizično. In zaradi tega sem potem pristal na manjši lepi župnik, ki se imenuje Polica. In je pa res, da s Police padeš vedno samo na tla, to pa drži. Boštjan, novoodgovorni urednik pri tedniku, tudi nove smernice, oziroma katere so prioritete tednika družine danes? Nove smernice, ja. Najprej čutim to, da moram začutiti v teh prvih tednih, ko zdaj sem šele na tem položaju, začutiti to zgodovino, to
to senzibilnost družine, ki jo ima pred slovenskim katoliškim občestvom, in to je ena zelo velika stvar. Čutim to, da moram nekako to ponotranjiti, ne vem, moje življenje. Mogoče sem tak tip osebnosti, da bolj delam po nekem instinktu, kot po nekih zelo dodelanih programih za 20 let naprej. In moram začutiti ekipo, zato človek potrebuje nekaj časa, začutiti vso to zgodovino, lepoto, ki jo ima družina, in potem od tukaj naprej peljati na vseh teh dobrih temeljih. In mogoče kakšne stvari tudi niso šle v pravo smer v zadnjih letih, ampak želim prvo, kar je, želim na teh dobrih temeljih peljati stvari naprej. Ena od stvari je to, da bi želel, in to sem si zadal kot za neko geslo, iz življenja. Bolj črpati iz vprašanj, ki si jih zastavljajo današnji ljudje, se pravi verniki ali pa tudi mogoče bolj obrobni kristjani. To so lahko včasih čist skoraj banalna življenjska vprašanja, ki pa zahtevajo en krščanski odgovor tej družbi. In mislim, da to tudi neverni ali pa celo neverni pričakujejo od našega tednika, ne? Da da en soliden, dober odgovor na neka konkretna vprašanja, bodisi ki so, ne vem, mogoče čisto z nekih antropoloških obzori, ali pa tudi družbeno-politična vprašanja, ki se pojavljajo v družbi, da smo mi en tak glas, ki ne obsoja, ne ločuje, čim manj, ampak damo pa svoj odgovor in pomagamo v bistvu tudi družbi na Slovenskem, da se lahko en dialog vodi na en normalen način, kakor se le da. Ja, Jože, moje vprašanje je bilo ravno to, kaj pomeni verski tisk oziroma katoliški tisk pri nas? V različnih valih je bilo večkrat govor o združevanju medijev. Rekoč, da itak vam damo eno stran, na kateri boste poročali o papežu in o cerkvi, župnijah, bermah, zavetnikih in tako naprej. Ostalo pa je kronika. V bistvu, kaj daje bralcu nek medij, ki ima ta pridevnik katoliški? Da je poročanje o papeževih obiskih in potovanjih ali da je kaj več? Morda, če se najprej dotakne tega slednjega vidika, kaj je poudarek, po katerem lahko razbereš, da govorimo še o katoliškem tisku. Seveda to, da je poročal o svetem očetu, zanesljivo, ne? Ampak zagotovo je pa tudi to, kar je Boštjan že poudaril, da iz katoliškega časopisa odseva tudi evangeljski duh, krščanski katoliški socialni nauk. Odgovori na aktualne izzive in vprašanja, bodisi preprostega družinskega življenja ali pa družbenega življenja na Slovenskem ali v zamejstvu ali pa konec koncev v izseljenstvu, in iskati odgovore z vidika krščanskega socialnega nauka, z evangelija, ne pa, kako bi rekel, samo poročati. Se tudi verjetno, če ste opazili, tudi že družina zdaj v teh tednih postaja že malo drugačna, vsaj v prvem delu ni več toliko poročevalska, ampak želi že s temo napovedati tisto, kar je pred nami, ampak to bo gospod odgovorni urednik kaj več povedal na to temo. Ja, če pogledamo našo Slovenijo, v Sloveniji imamo eno katoliško televizijo za približno 200,000 ljudi, koliko jih nagovarjamo. En katoliški radio, imamo en katoliški mesečnik, en katoliški tednik, imamo nekaj čez 20 publikacij, še ostalih, ki jih izdajajo redovne skupnosti,
Družina ima ogromno tudi še poleg časopisa tednika, ima še ogromno prilog in samostojnih publikacij. In je ogromno teh revij, s katerimi vsi nagovarjamo v bistvu verjetno manj kot 200.000 ljudi, a ne recimo ciljno. In kaj bo prihodnost pokazala, ne vemo. Ne? Na Družini pa seveda želimo poleg nagovora ljudi preko tiskanega medija nagovarjati še druge ljudi. To je z digitalno varianto. Verjetno bomo počasi tudi še nekatere prvine čim bolj redno iz tiskane medije dajali na družina.si. Poleg njih pa še druge ljudi, ki so v bistvu samo še, kako bi rekel, kulturni kristjani, a ne? Kristjani po kulturi, gredo k maši za Veliko noč, za Božič, na kakšen pogreb, potem se pa že zgodba konča. Ne? In tudi recimo en tak tipičen primer, s katerim se želi nagovarjati ženske, ki jim družina hoče polepšati praznik, je revija Praznična, ne? Ki je zelo popularna, jo izdaja Družina, ampak večina naročnikov pa ni teh, ki so naročniki Družine, to se pravi redni nedeljniki, ampak je populacija že taka, ki je morda od cerkve precej oddaljena, ampak so v duhu pa še na en način še vedno kristjani. Skratka, želimo nagovarjati tudi novo občestvo, tisto občestvo, ki smo ga morda malo zanemarjali. Zdaj samo tiskano varianto Družino bomo to verjetno težko dosegli, tudi zaradi duha, ki je na Slovenskem, a ne? Poskušamo pa z novimi oblikami. Kakšna pa je vloga laikov v vsem tem svetu, ki ga je sedaj popisal Jože? Mimogrede, imate tudi 14-dnevnik, 15-dnevnik? Ga imate? Sem mislil, da je edini naš beneški dom. Ne, nimamo. Kaj ga nimate? Torej, edini 15-dnevnik katoliški je beneški dom. Tako je. Ja, laiki, tako kot jaz gledam, se mi zdi, nekako lezemo iz teh porodnih, mladostnih ovojev. Pač je toliko specifična zgodovina v Sloveniji, da enostavno, ja, na nekem kulturnem področju so bile močne osebe, ki so vlekle stvari naprej, 70. 80. leta, ampak neke take zrele zavesti, bi rekel, živeti v polnosti krščanstvo in biti kristjan ne samo v nedeljo, ne, ali pa v cerkvi, ampak biti kristjan na delovnem mestu, se to jasno, svobodno izraziti. To pa se mi zdi, da smo rabili kar nekaj časa. Mogoče zdaj prihajajo generacije, ki lahko svobodno zadihajo in povedo, ne vem, sem kristjan, ne vem, lahko govorijo o Bogu, pa še to je problem. No. Se mi zdi, da tukaj smo laiki še vedno v enem krču, no. Ampak to je tudi posledica situacije, ki je trenutno v Sloveniji še vedno zelo polarizirana in na nek način se vsak malo boji izpostaviti, ker če nekje jasno poveš, mogoče to že vpliva na, ne vem, kako se bo tvoj delodajalec bodoči, če bo, ne, ko greš na razgovor, odločil, ne. Če je videl na Facebooku, če si bil aktiven, ne vem, pro-life, da si zagovarjal življenje, je lahko že to tisti jeziček na tehnici, ko prevaga v to, da ne boš dobil neke službe, recimo, ne. Mislim, to so tiste nijanse, ki se naven ne vidijo, so pa nekako globoko ukoreninjene, bi rekel, v ljudi, se pravi ta strah pred tem, da se lahko svobodno izraziš. Ne vem, kako je tukaj. Torej, ta slovita drugorazrednost še danes velja? Ja, jaz bi rekel, da je ukodirana globoko v podzavest. Če je bilo prej to na zelo neki zavestni ravni, ko so bilo zelo jasna pravila igre, ne vem,
učitelj ni smel k maši hoditi, so se mogli inkognito hoditi, ne vem, k polnočnicam sosedno ali pa še bolj oddaljeno župnijo. Je danes tako, da ja, sicer naven je vse tako v redu, ampak ja, jaz mislim, da to je žal kot nek rak, ki je nekako zasidran tukaj in ga je treba v bistvu skozi osvetljevati, ker se hoče skrivati, ne? Kot da ga ni, ampak je in treba ga je samo z lučkami čim bolj ven dajati, posvetiti na en lep način. In tudi jaz bi rekel, mogoče tisti strani, recimo levi strani družbe, ali pa tako levo-liberalni strani, ki se tega ne zaveda, probati pokazati, da je problem, ne? Je problem in dajte se ga tudi vi zavedati, ker bo v dobro celotne družbe, če se bomo mi osvobodili, pa vi zavedali tega, kaj je bilo v preteklosti in kaj generira naš dialog danes. Jože, rekla sem, da je družina najbolj razširjen tednik v Sloveniji. Kakšen pa je odnos danes, več kot 25 let po demokratizaciji Slovenije, do katoliškega tiska in do verskih vsebin splošno v slovenski družbi? Odnos do verskega tiska in seveda tudi do družine v Sloveniji je tako generalno gledano odsev tega, kakšno ima družba ali pa javnost, ali pa če rečemo politika, odnos do cerkve, ne? In ta zaznamovanost, ki se vleče že precej časa, seveda tudi na tem področju, tako da je zelo majhna podpora ali pa zelo majhna naklonjenost, ne? Tudi vemo recimo, da ko so kakšni katoliški dogodki, veliki, tudi številčni, so morda izjemoma omenjeni na nacionalki, recimo. Na drugih, če govorim, drugih televizijah običajno sploh ne. Recimo, par let nazaj se spomnim, ko je bilo srečanje mladih v Stični, okrog 10.000 jih je bilo, ni bilo na nacionalki niti omenjeno pri Dnevniku, je bil pa drug majhen dogodek, pa ne bom imenoval tiste skupinice, ki je sestavljal 8 moških in žensk z mavrično zastavo pred nacionalko, je bilo pa posvečeno približno 7 minut, ne? Na Dnevniku. To je še vedno ta odsev enega negativnega stališča. Se mi zdi, da pa se počasi vendarle spreminja tudi po zaslugi laikov, ki znotraj družbe v različnih okoljih, v različnih ustanovah in delovnih mestih še dalje bolj, saj nekateri živijo brez strahu in sramu svoje krščansko prepričanje. Ker morda je tudi to problem, da kristjani v javnosti premalo živimo dosledno in deklarativno tudi svojo vero. Spomnim se, ko sem bil še pri vojakih, ko smo šli v Lourdes, so se svobodno prijavljali vojaki, ne? In na koncu smo ugotovili, da so se 4 prijavili iz iste čete, ki so doma bili zelo aktivni kristjani v vojski, niso vedeli drug za drugega, ne? Da so kristjani in katoličani. In šele na Romani v Lourdes so se spoznali, in potem torej tudi vojašnici vedeli, da so tudi katoličani in da jih ni bilo sram, ne? In hočem podati še en vidik, ki morda ga bo treba v slovensko družbo pa nasploh še upeljati, in to je, da se dobre ljudi povezuje, da se poišče, da se naredi mrežo dobrih, ne? Veš, če pa ti delaš ob 2, 3, 10, ki so katoličani, je pa že malo lažje biti, in tudi pritisk z druge strani nikakor ne more biti tako močan, kakor bi sicer bil, kako bi rekel, proti cerkveni, če rečem zdaj, proti katoliški ljudje se zelo znajo delati na tem principu, Mi pa še vedno malo delamo v duhu kode, ki je vsidrana v nas in je Boštjan omenil. Letos še v Sloveniji volilno leto. Za nas v Italiji to ni precej običajna praksa, ampak v Sloveniji se to dogaja vsakih nekaj let. Kje so meje za tednik družina, ko govorimo o volilni kampanji? Sedaj je en ekstrem, ko marsikdo bi rad videl cerkev in kristjane kot neko karitativno ustanovo in to je to. Dokot pa se lahko en tednik, kakršen je družina, izpostavlja, ko gre za volilno kampanjo in za vsebine, ki so cerkvi pri srcu?
Ja, to je vprašanje, zaradi katerega sem že malo bolj osebel v zadnjih tednih, ker v bistvu praktično ob nastopu moje službe je že ta dilema bila že v predsedniških volitvah. Problem so bile že reklame, ampak problem je bilo že znotraj desnih strank. So bile reklame za eno stranko, za drugo. In smo dobili, oziroma takrat, če sem bil jaz, sem bolj opazovalec bil, ko še nisem bil formalno urednik. In sem samo začutil, kakšna napetost je. Že znotraj, bi rekel, nekega, recimo v narekovajih, desno-krščanskega pola, da je že tukaj mogoče včasih celo več, bi rekel, nasprotovan kot med levim in desnim polom. In pač jaz sem takrat, ko sem vprašal, kaj ćemo narediti, sem rekel, dajmo se čim bolj dvigniti na ptičjo perspektivo, kolikor se le da. In z jezikom, se pravi, z enim spoštljivim jezikom, in bi rekel, skozi eno prizmo družbenega nauka cerkve. Potem je bilo tudi tako, da je tajništvo Slovenske škofovske konference dalo neko besedilo, kdo naj bi bil v katoliških medijih, na kakšen način naj bi se pojavljali, se pravi, stranke, ki imajo v programu točke, ki so skladne, vsaj na teh najbolj občutljivih elementih, skladne z družbenim naukom cerkve. Tako da te stranke se lahko pojavljajo v tem oglasnem delu, ampak se vemo, kdo dela v medijih, tle je toliko takih drobnih potankosti, zdaj je že, ali boš dal v pisma bralcev, recimo, ene strankarske veljake, pa te že kdo prosi, pa jaz bi pa napisal članek o tem pa tem, pa sem mu zdaj elegantno odgovoril, zdaj je volilno leto in moramo mi smernice najprej sprejeti na neki generalni ravni in bomo potem, ja pa se bi bil samo članek, ki ne bi bil političen, ja, ampak bi vsem počakala, tako da, ja, tle jasnega odgovora ni, je pa vsekakor res treba podpreti tiste tudi politične sile, ki imajo eno, bi rekel, tako krščansko vizijo slovenske družbe in da so, občutljivi tudi za socialna vprašanja, tudi za vprašanja polpretekle zgodovine, da imajo ena zdrava stališča. To bo še veliko treba predebatirati in skupaj videti, kje meje postaviti, na kakšen način, bodisi skozi kategorije osnovnih vprašanj, ki jih ima družbeni nauk cerkve ali kako drugače. Vsekakor pa mislim, da se dvignemo čim bolj nad to realnost političnega prostora v Sloveniji, ki je, se mi zdi kot eno blato, včasih, ki je obmetavanje gor dol med različnimi poli, da se res dvignemo na to in probamo biti tudi nek svetilnik nekega kulturnega jezika, ko se tudi govori o politiki. Si lahko tudi pomagaš s tem, da rečeš, jaz bi sicer objavil, ampak predsednik programskega sveta se ne strinja in jaz ne moram tega narediti. To me ne bo komandiral. Kljub temu, da je bil 10 let in več vojaški vikar in da sem rekel, da je treba kakšno sondo namestiti, da ne bo pištole nosil na uredništvo. Malo zelo tako jasen odnos, tako da... Kaj potem meni predsednik programskega sveta? Kje so te meje? Kako se lahko spušča? Bom povedal malo drugačno zgodbo. Recimo v Franciji je časopis katoliški La Croix, križ. In tam v predsedniški kampanji so imeli pogovor s čisto vsemi kandidati,
In na koncu, ko sta bila samo še dva, se je Lacroix jasno postavil na stran določenega. To pa nas zaradi pestre zgodovine in stanja še dolgo ne bo, ne? In seveda bo treba zelo zavzeti eno tako zdravo stališče v duhu tega, kar je Boštjan povedal, ne? Upoštevali tudi tega dejstva, da se pri nas tudi, če bi se želeli postaviti na stran ene stranke, se ne moremo, zato ker imamo zgodovinsko, smo zopet obremenjeni, posamezno slovensko področje z eno zgodbo, drugo z drugačno zgodbo, tretje z malo drugačno in vedno se potem dogaja potikanje. Tako da vse kaže, in malo razmišljamo o tem duhu, da bi, če bi in ko bi dozorelo, kako bi, da bi vsem dali možnost, da se izrazijo o določenih temah, ki so za nas kristjane zelo pomembne, na katere bi se kratko oni povedali in bi lažje potem mi vse nagovorili. Ne? In se bo takoj vedelo, kdo je tisti, ki je katoliškemu nauku, evangelskemu nauku blizu, kdo je pa zelo oddaljen. Če bodo hoteli seveda sodelovati. Ne? Skratka, ne želimo, da bi oni manipulirali z nami, če rečem po domače, ne, ampak želimo, in to je naš cilj, da bomo mi ponudili, kako lahko sodelujejo, če bo taka odločitev v družini. Ne? Ja, in tukaj res tudi uredništvo veliko računa na pomoč programskega sveta, ne? Ker tukaj to je treba res premisliti in tle računamo, no, to smo se že pogovarjali, da tudi programski svet zelo konkretno pomaga z svojimi nasveti in priporočili. Spregovorimo sedaj prav tehnično in o številkah. Kdo so bralci družine, kdo so naročniki? So to samo verniki, so to nedeljniki ali zajemate širše? Predvsem so to nedeljniki, se pravi tistih 12 do 15% nedeljnikov, ki jih ima Slovenija, seveda mesta manj, podeželje bistveno več, ne, ta razlika je kar velika, recimo Maribor po vseh zgodbah, ki so se odvijale, ima samo 3% nedeljnikov, mesto. Medtem, ko takoj okrog okoliške župnije, ne, so pa že na 15-20%. Ljubljana ima okrog 10 še vedno, kot mesto, kar je kar solidno, ne, za tako, bom rekel, bolj liberalno, levo usmerjeno, volilno telo mesta. Ja, naročniki in bralci so po večini ti nedeljniki, berejo pa tudi politiki in tudi, rekel, kakšni zelo leve sfere družbe je družina kar pomemben tednik, ker želijo videti, kaj piše, kakšni so tukaj pogledi, bodi si, da se pripravijo na kakšne ofenzive ali kakorkoli. Tako, baza je to, želja je pa iti, se pravi, od tukaj ven. Ne? In zdaj, če mi pogledamo, govorimo o številki okrog 260 000, 300 000 ljudi, ki so nedeljniki. Od tega, če delimo približno 3,5, dobimo družine, pridemo tam okrog 66-67 000 in družina ima 30 000 naročnikov približno. Ne? Se pravi, polovico nedeljnikov, kar se meni zdi zelo veliko. Ne? In tudi padec naročnin je zelo majhen, se v bistvu ta krivulja počasi umirja. In tako, vidim pa, tako kot je že Jože prej povedal, ne, da mi gremo iz tega kroga še malo ven. Tudi glede na starost naročnikov, ker pač tudi to je, no, se to velja za vse časopise po večini, ne, da so v glavnem starejše generacije naročniki in
treba pač nekako iti malo nižje. Ne? Od teh približno 30.000, kaj so v glavnem naročniki, potem delež prodajate tudi po cirkvah oziroma... Naročnikov je nekoliko manj, glavni delež so naročniki, seveda, mislim, da je okrog 26-27 tisoč je naročnikov, potem se pa še 3-4 tisoč se proda po trafikah. Ja. Poznam par ljudi, ki niso naročeni, ampak so tako navajeni in kupujejo vsak teden, ko izide četrtek, ko je v trafiki, kupi in vedno, ne, se pravi, kot da bi bil naročen. Kaj slika na Primorskem oziroma v zamejstvu? Veste, da iskreno povedan nimam točnega podatka oziroma kako je. Mislim, da mi je direktor govoril, da je ta goriški konec in Vipavska dolina, da tukaj je v bistvu kar dobro stanje, slabše je pa potem ta del proti morju ali koprski dela. Ne? Tako. Ker lastnik družine so škofije. Glavni lastnik je ljubljanska škofija, ampak koprska ni ravno tako daleč v osnovi. Je kar dobra, ne? Takoj za ljubljansko. Ne? Lastniki tega našega medija so slovenske škofije, ne? To je tak unikum na svetu. Da je procent tak, ne moram povedati malo zgodbe, tako prej so imeli procentualno vseh 6 škofij, oziroma 3, glede na število vernikov prebivalcev, potem pa z mariborsko afero, ki se je zgodila, ne bilo potrebno poskrbeti, da, in to je direktor zelo modro naredil, da ne bi delež, katerega lastnik je bila mariborska škofija, prišel v roke enega X. Zato so škofje potem na njegov predlog sprejeli modro odločitev in so odkupili delež mariborske škofije, druge škofije, koprska pa v bistvu ljubljanska, tako da ima zdaj koprska kar precej velik delež. In je torej še vedno v lasti vseh slovenskih škofij. Formalno ni v lasti mariborske, ampak morda, ko bo zopet neka normalna zgodba, da bo tudi mariborska škofija zopet lastnika. Pač pa bi povedal še eno stvar. Se pravi, eno je tiskana družina, drugo je spletni del, družina.si, ker tudi počasi že dodajamo novo vsebino. Ne vemo, da danes veliko ljudi bere samo na spletu. Predstavljajte si, da v Sloveniji, ki ima dobro 2 milijona prebivalcev, ima 900 tisoč prebivalcev Facebook profil. In od tega ga tedensko uporablja skoraj 300 tisoč ljudi. To so ogromne številke, ne? In skratka želimo tudi preko teh spletnega portala in tudi morda še preko socialnih omrežij nagovarjati tudi z določenimi vsebinami. Ampak to je še projekt, ki je delno pred nami. To še pride v pogovoru. Že kar smo omenili zamejstvo, bi omenila še en drugi pojem, ki je pri katoličanih bolj razširjen kot pri drugih, dimenzija 3 Slovenij. Slovenske skupnosti po svetu se večkrat ohranjajo s slovenskim duhovnikom. Slovenska maša, ko duhovnik pride v neko vas, v neko naselje, ki je nastaljena slovenska skupnost, ta skupnost se zbira, ko te slovenske maše ni več, se potem običajno razgubi. Kakšna je pozornost tednika Družina do te dimenzije, do 3 Slovenij, kakšen je poudarek? Zdaj lahko uporabljamo nobeno izrazov ni čisto popoveda, 3 Slovenij ali pa enotnega slovenskega kulturnega prostora, se konc koncev. Važno je, da se razumemo... Ja, pri nas je to postalo že retorično, ta slovenski kulturni prostor. Toliko o tem smo govorili, tako malo se naredili. Družina seveda želi ostajati tudi, bomo rekli, vse slovenska, pokrivati vse 3 Slovenije, enotni slovenski kulturni prostor, in morda je bilo do zdaj malo lažje za določen vidik Slovenije, zlasti Slovence v Združenih državah Amerike, ker je dosedanji urednik imel, kako bi rekel, sorodstvene in drugačne vezi z njimi. Zdaj smo se pa začeli pogovarjati, da bi malo potipali in še vedno zelo močno pokrivali, vendar poiskali tudi malo več dopisnikov,
ki sodelujejo že z Radijem Ognjišče, pa še kje drugje, tako da bi seveda družina, tudi kot tiskana in spletna, čim bolj ohranjala slovenski kulturni prostor, da bi vsi se lahko našli, videli v njej in seveda tudi z vidika duhovnosti in cerkvenosti, ki je nadvse pomembna, in narodno-buditeljske, če rečem tako malo starinski izraz uporabim, pri Slovencih v izseljenstvo in v zamejstvu. Daleč od tega in to seveda želimo zelo podpirati in nadaljevati s tem. Seveda zdaj z novim urednikom določeni vidiki se morajo še nadgraditi, ampak ne dvomim, da bomo tudi v tem uspešni. Bi še kaj dodali? Ne, ravno danes smo delali strategijo marketinga za 2018, pa je bilo tako prav rečeno, mislim, tudi za recimo Slovence po svetu, ko veliki edici gre recimo pro bono za stona, Argentina, ne vem koliko izvodov, pa je draga, veliko puštnina in tako. Ampak smo rekli, ne, dajmo tudi, če nima tle firma koristi finančne, je pomembno, da smo tam, da ljudje dobijo v roke družino, ker je dejansko ena vrste vez edinosti tudi na tem področju. Kaj pa sodelovanje doma? Kolikšno sodelovanje z drugimi katoliškimi mediji, ki so prisotni v Sloveniji na različnih področjih in pa tudi v zamejstvu? Zelo malo, se mi zdi. V tem marketinškem reklamnem smislu, recimo Radio Ognjišče, Družina, pač dva različna medija, to je tudi lažje. Drugače pa, deloma, ampak jaz mislim, da tukaj je kar veliko potenciala še, ki ga bi lahko izkoristili tako z edicijami, z časopisi tukaj v vašem zamejstvu in tako na avstrijskem Koroškem, ko so se pogovarjali zdaj tudi z novo urednico Matejo Richter. Tako, je veliko stvari, se mi zdi, ki jih bi lahko izkoristili in tudi te sinergije poiskali. Kar bi bilo nenazadnje tudi finančno mogoče dobro, čist z tega vidika. Drug vidik je pa, da se povezujemo, mislim, da se bolj čutimo v tem smislu. Se mi zdi, da imamo tudi, ko gledamo na katoliške medije, tipično slovensko lastnost, in to se pojavi nevošljivost, pa strah pred konkurenčnostjo. In to se mi zdi, da je zgrešen pogled. Recimo, če že pogledam, televizija je svoje, radio je svoj, mesečnik ima svoj način, ker ne more drugače, tednik ima svoje. In se mi zdi, da bo treba mlučkano obrniti pogled, pa reči, dajmo pogledati, dopolnjevati se, pa sodelovati. Ker dejansko nam zmanjkuje, tako se reče strokovno, človeških in finančnih virov. In če bi bilo več sodelovanja, dopolnjevanje, da ne bom še kakšnih tujk uporabljal, bi bilo bistveno lažje in morda tudi bistveno boljše kvalitetno, kot je zdaj. Ena in druga izdaja katoliških časopisov. Večkrat je bil omenjen, ker o tem se vedno govori, ko govorimo o tiskanih medijih, splet. To je izziv današnjega časa in tudi kratkoročne in dolgoročne prihodnosti. Tiskane medije in pa knjige je že marsikdo pokopal, vendar pokopali so tudi radio, na katerem ste vi delali do pred kratkim. Rekoč, da za radio ni več nobene perspektive, v prejšnjih letih se je precej o tem govorilo, vendar radio še vedno obstaja. Kako odgovarja tednik Družina temu spletnemu izzivu? Ne toliko spletna izdaja družina.si, ampak ne vem, Facebook, Twitter, kdo se s tem ukvarja? Se ukvarjate vi, se ukvarjajo drugi, sodelujete z Aletejo? Kako ste si porazdelili te funkcije, da bi odgovorili na čim boljši način, da bi ohranili čim več bralstva? Tukaj smo še v zibelki, novorojenček leži še zelo nebogljen, ampak
je začel migati. Aleteja, ki je prišla na pobudo direktorja, ki je veliko se srečeval tudi z predstavniki, uredniki po drugih državah, nam bo dala oziroma nam že daje eno izkušnjo nekega sodobnega jezika, ki je zelo premišljen, zelo načrtovan, ki je blizu temu tako imenovanemu lifestylu, življenjskemu slogu ljudi, pač v zelo banalnih situacijah življenjskih, kjer je nekako duhovno sporočilo, bodi si nekako zakodirano notri ali pa je kot nek ščepec soli. In tudi pač Aleteja, o čemer bo več lahko povedal Jože, ki je v zadnjem času tudi veliko sodeloval z njimi, je nekako nek laboratorij, no, tudi za celotno organizacijo, za nas pa nekako en zgled, kako lahko dejansko prihajamo v vse platforme tudi na en drugačen način, z nekim drugačnim jezikom, z neko drugačno dinamiko in tudi ne nazadnje z veliko večjo hitrostjo, ki zahteva hitro odzivnost in hitro reakcijo. Vloga tiskanega medija pa je poglobitev. Tako, zdaj v celoti gledano smo si tako zadali nova, oziroma pač z mojim prihodom in z novo zasnovo vodstva in programskega sveta, da družina, ko govorimo o mediju, ni več samo časopis. Da probamo to mentaliteto počasi spremeniti. Družina pomeni časopis, splet, se pravi družina.si, in potem še vsa podpodročja socialnih omrežij in tako. In idealno bi bilo, ko pride nek dogodek, neka novica, neka tema, ki jo bi želeli, jo imamo v planu obdelati, da vržemo kratko zadevo na Twitter, malo daljšo na Facebook, mogoče kdo na blogu že karkoli o tej temi reče eno še bolj izpopolnjeno verzijo, vsebinsko gledano, na družina.si, se pravi na spletno stran, potem tisto ta boljše pride pa v tiskane medijo, ker tam je pa dolžina, forma, pretehtanost vsebine, več vidikov osvetljeno in se pravi kot nek sistem veznih posod, od mehnih, kjer se da mogoče samo take mehne stvari ven in se tudi na enemu Facebooku, na Twitterju ustvarja neko okolje, če hočemo tudi eno evangelsko okolje, do neke poglobljene vsebine, ki jo nazadnje dobi bralec v časopisnem mediju in v bistvu vsa ta linija, vsa ta veriga je v bistvu tudi povabilo to, da si naročnik, da si zvest tudi temu časopisnemu mediju, ker veš, da tam je pa tisto najboljše, kar te čaka. Ja, Jože, mogoče tudi, če obrazložiš, kaj je Aleteja, ker mogoče vsi je ne poznate. Ravno to sem hotel dodati, Morda včasih čisto ne razumemo tega pojma, ko sem ga že enkrat poudaril, da ni potrebe po konkurenčnosti. Ker vsak medij skuša nagovarjati določeno populacijo. Če sedanjimi oblikami nagovarjamo predvsem redne nedeljnike, bom rekel zveste katoličane, želimo s tem novim medijem, ki je Aleteja, hvala Bogu, je toliko modrosti bilo pri družini, ker pač vsaka stvar rabi neko finančno bazo, da je Aleteja, ki je največji katoliški spletni portal in je zdaj 8. jezik na svetu, slovenščina,
da se je začela, če ste prav opazili, v družini ni bilo nikjer še reklame za Letejo. Zakaj ne? Ker za Letejo želimo nagovarjati kristjane, oziroma ljudi, ki so samo še kulturni kristjani, ki hodijo za veliko noč k maši, ki se imajo za katoličane, zato ker so Slovenci, izmišljamci, vendar niso več nedeljniki. Zato je jezik tam radikalno drugačen. Poudarjamo tiste lepoto življenja in te življenjske prvine, tako kot je Boštjan rekel, življenjski stil, ali pa približa tem ljudem lepoto krščanskega življenja ali pa življenja v skladu s krščanskimi evangelskimi vrednotami kot tisto, kar najbolj osrečuje lahko posameznika in družine. In morda koga od teh pripeljati nazaj, če tako rečem, nazaj, tam, kjer vemo, da je naše srce, upam, nas vsega. Skratka, če sedanje vsi katoliški mediji nagovarjajo teh 200 000, želimo z Aletejo kot spletnim medijem, portalom, preko potem profila Instagram, Facebook in Twitter, nagovarjati pa tiste, ki so že od cerkve oddaljeni, pa vendar so na en način se še imajo za kristjane in katoličane. To je cilj, zato pravim, da ni konkurence, ampak je dopolnjevanje. To je odlično orodje oznanjevanja. Jaz sem bil presenečen, ko sem bil prvo leto v stolnici in to je bilo 2 meseca potem, ko sem odprl Instagram. Prej sem bil pa na Twitterju, pa na Facebooku. Ko se je nekaj ljudi začelo zanimati za prejem zakramentov in eden je tudi začel hoditi, oziroma cela družina v bistvu, so se čutili preko teh omrežij nagovorjene in so prišli potem v stolnico in opravili komplet katehumenat in so danes odlični, ko bi rekel, zvesti, res kristjani. Se pravi, to je področje oznanjevanja. Mene je prepričal, da so šel do papeža, oziroma papež, se ne delamo same. Ima ljudi, ki to delajo. Ne razkrivati tega. Ja, se opravičujem. Ja. Težko bi papež v vseh teh jezikih delal, je fizično nemogoče, če hoče še, kot bi rekli zdaj v stilu papeža Frančiška, še rimsko kurijo spraviti red, pa še ne vem kaj. Ja, skratka, gre za dopolnjevanje kot odlično oznanjevalno orodje in zato seveda smo tudi poiskali ljudi, ki so strokovnjaki na medijskem področju, so katoličani, niso pa duhovniki, recimo, lahko povem imena, Urška Makovec, ki je prej delala na Siolu, je zdaj urednica Aleteje, potem Barbara Oprčkal, ki je delala prej na 24, Nova 24 je prišla, in potem Lojze Grčman, ki je prav tako na Siolu delal, kako bi rekel, računalniško vse programe in te stvari skrbel in pokrival še škole. In zdaj oni trije so jedro te Aleteje, Zakaj tudi oni? Zato, ker poznajo jezik sodobnega človeka. Se veste, da večino, ko mi pridigamo duhovniki, še tisti, ki redno hodijo k maši, ne razumete. Kaj šele tisti, ki sem preletijo občasno. Skratka, je treba uporabiti stvari, ki so nam na razpolago, zato da približamo lepoto evangelija. Tako kratko. Torej, neka drugačna dimenzija spleta je mogoča, potreba po duhovnosti tudi na spletu je. Seveda, absolutno. Niso samo te hitre, sprotne, take novice. Ne, Aleteja sploh ni novičarski portal, to je portal, ki ponuja, kot smo že rekli, življenjski stil ali krščanske vrednote preko zgodb in je zelo tak aktualen. Vi morate vedeti, recimo, da v Sloveniji sicer katoličanov uradno v statistiki tistih nekaj čez 50%, da je takih med celotno, ki verujejo v Boga, v ostajanje mrtvih, ki so prav tistih pravih katoličanov, je samo tam okrog 30%. Medtem, ko ljudi, ki v Sloveniji pa verujejo nekaj duhovnega, se pravi, ima neko duhovnost, tudi še ni Boga, ampak je neka sila od zadaj, je pa skoraj 90% vseh prebivalcev.
In to je velika številka, ki jih ne nagovarjamo, ne? Pa imajo, torej verjamejo v duhovne stvari, ne? V nekega Boga, neko energijo v svetu, nekega zakonodajalca v vesolju, karkoli že rečemo, ne? In vsi jih nagovarjajo, ne? Mnogi nagovarjajo in se mi zdi, da je zdaj ena od priložnosti, da bomo nagovorili pa tudi preko Aleteja, ne? In skratka, Aleteja se mora sama reklamirati kot kvaliteten portal, ki z vsebino, življenjskimi zgodbami nagovarja ljudi k enemu srečnemu življenju v krščanskem duhu, želeč, da vsaj to ostanejo, ne? Če ne naredijo še koraka tja, ker mislimo, da bi morali. Še zadnje vprašanje, preden vas vaju prepustim publiki, vprašanje, ki ga postavim vsakokrat, ko imamo ugledne goste z Matice, in sicer stanje duha v Sloveniji. V zadnjih desetletjih, v zadnjih 25 letih, po mojem, so bili narejeni pomembni koraki naprej. Ne moramo še trditi, da je družba se normalizirala. Obstajajo še sive cone, obstajajo tabuji ali kakorkoli drugega na političnem, gospodarskem, zgodovinskem in še ne vem kakšnem drugem področju. Vendar, marsikaj ne more več ostati prikritega iz raznoraznih razlogov, zaradi spleta in drugih elementov, tudi ker se je družba spremenila. Družba hodi v pravo smer. Ja, zagotovo, morda počasi, kot si mi želimo, a ne, kot si večina, se mi zdi, slovenskega naroda želi, ampak stvari gredo v pravo smer, ne. Vsi pravijo, da kolikor let si bil zaznamovan ali generacij, vsaj toliko je treba potem za prehod, nekateri trdijo pa še malo več, ne. Pravijo, da še eno generacijo po vrhu, jaz ne vem, kaj drži, ampak očitno se v Sloveniji približujemo, če sem pa še malo pesimist, čeprav po naravi nisem bolj te varianti, ne. Zabravi, ne samo 2 generaciji, morda 3, ne, ampak malo za šalo. Poglejte, skozi udarce se spomnite te slavnega blagoslova šole na policija, ne, ko sem ga seveda v mojo malenkost opravil, ne. Na koncu se je razrešilo tako po vseh časopisnih medijih, ne, da je sodišče ugotovilo, da nisem kršil ustave. In sicer zakaj? To so pa pravni strokovnjaki. Ker je bil blagoslov šole pred otvoritvijo šole. In je bil res 2 minuti, ne. Minuto po smo nehali moliti Oče naš. Pol so šli, ko sem še prerezati, ne. Skratka, stvari navkljub samo počasi postajajo, ko bi rekel, na en način normalne, ne. Se mi zdi, da tudi, bom rekel, enega domoljubnega ponosa je malo več, kot ga je bilo nekoč, ne. Čeprav se zgublja pa žal zavest tega, kar se nam je zgodilo pred leta 91, a ne v pozitivnem pomenu, kar se nam je takrat zgodilo, se zgublja, ne. In kakor da ni bila ta odločilna prelomnica. Tudi, če ste pozorni v medijih, o osamosvojitvi se še govori, ne govori se pa o demokratizaciji. In se skozi malo igra, ampak to sta bila procesa, ki sta šla z roko v roki, a ne. Zdaj, eden je de facto, ne, drugi je pa morda bolj de jure, ne, samo deklarativno, ne. Ampak oboje, stvar se pa počasi spreminja. Tudi danes je normalno, da družina izhaja, tudi normalno, da že knjige, ki jih družina izdaja, ker veste, da v založbi Družina tudi ogromno knjig se izda, ne samo striktno verskimi vsebinami ali pa s takimi svetniškimi življenjskimi zgodbami, ampak tudi s takimi splošnimi vsebinami, a ne tudi družina, torej tudi kot založba, čeprav morda malo bolj nevajkno piše, ne tako veliko, ne, tako, že prihaja tudi v šole z dobrimi knjigami, a ne, ko še pred leti se ni dalo misli, da bi prišla založba Družina v eno osnovno šolo ali pa srednjo šolo z eno knjigo, ki jo izdajo, ali pa s kakšno publikacijo, recimo Čas, ne, oziroma Slov, recimo. Skratka, vse počasi stvari spreminjajo in se mi zdi, da tudi, kar bi radi tudi z Boštjanom morda nismo dovolj dobro poudarili, ne, radi bi tudi, da bi to, kar je bilo morda včasih občutiti takole na zahodnem delu Slovenije, ne, na en način, na vzhodnem pa na drug način, ne, da je družina preveč samo ljubljansko-novomeška, ne, zaznamovana s kranjsko vsebino, kot bi rekli v starem, ne.
da bi se lotevali širše tematike, da bi res bila vse slovenska, ne? Tako, ko bi rekel, zgodovinsko resnicoljubnega vidika, ne? In da bo odkrivala nove zgodbe povezane z resnico z vseh koncev Slovenije. Malo smo v šali rekel, tako zadnjič Boštjan se smejava, ne? Sem kot vodja programskega sveta rekel, da nihče v Sloveniji ne sme imeti občutka, da je družina glas Nove slovenske zaveze, ne vemo, kaj to je, ker Nova slovenska zaveza izdaja svoj časopis, ne? Ampak da mora biti glasilo resnice ali pa resničnega pogleda na zgodovinsko obdobja različna, ki jih je posamezen del slovenskega naroda preživel, ne? Tudi tisti vidik, ki ga oni izpostavljajo kot zakrito resnico ali pa, ko bi rekel, prikrito ali pa namerno zavedeno in preprosto drugače ne more nagovoriti ljudi, kakor tudi preko nas. Ampak ne samo to, širše želimo. Ne? Če je šel ta proces naprej, vendar ta ostrina, zagrenjenost, ta čisto enostavno hudobija v družbi pa še vedno obstaja. To bo dolgotrajnejši proces, kot pa ta formalna normalizacija. No, to si pa želim, ko si omenila zdaj to na koncu, recimo. Želim si, da bi po enem takem dogodku, kot so bile zdaj Dražgoše, z vsem spoštovanjem dogovor, naši organi demokratične države vložili tožbo zoper ljudi, ki je sovražni govor, ali karkoli že rekel, ne? Ker ne gre več za to, da ti postaviš svoje stališče, svoj pogled, v katerega si imaš legitimno pravico, ne? Ampak ko pa pozivaš javno pred 2000-3000 ljudi k sovraštvu do cerkve, sovraštvu do kristjanov in nakazuješ realno možnost še ponovno ponavljanje neke zgodbe, ki se je zgodila nazaj, ki je v nekem segmentu lepa, v drugem pa zelo žalostna, ne? V takem primeru bi morali samodejno odreagirati organi pregona. Policija, sodniki, tožilstvo, ne? Taka faza pa še manjka, te faze pa še nismo, ne? Pa je morda tudi na drugi strani pa še tak primer, ampak Jaz bi še nadaljevala, ampak vaju prepuščam publiki, če je kdo vprašanje, seveda.